se malo, da se zmenim z računalnik. A veste, to so pametne mašine, s pametnimi stroji se ni za hecati. To je... Bomo videli. Okay. Aha, tako. Kar pomeni, da če pa to naredim, pa sem na projekciji. Če pa to naredim, pa tudi projekcijo poganjam. Ne. O, ja. Hvala lepa. Ne, tega nas ne rabim. Kako? Ja. Tega pa ne rabim. Dober dan. Mislim, da bo lažje, zato ker jaz nekako malo sem kinestetičen, pa lažje hodim gor pa dol, če govorim, ne. Za razliko od mnogih, ki reč sedijo pa govorijo. Tako da lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Že dolgo nisem bil v spotu luči, zato se ne znam pravilno oblažiti. Če bom sem stopil, me bo lovil? Aha, ja, ok. Dobre. Hvala lepa FSF-ju za povabilo. Hvala lepa auditoriju, da me spet gosti. Zdi se mi dobro, da se ob prilikah, ko se govori o slovenskem filmu, spregovori tudi nekaj o glasbi, ker ponavadi je to zadnja točka, ko se pogovarjamo o filmih tako po organizacijskem kot tudi finančnem planu. Ponavadi je to čist na koncu postavke in tam, ko piše igralci, režiserji, čistilke in ostali, ne. In pod ostali so ponavadi statisti in glasbeniki, ne. Tako da ja, vesel sem, da se nekako postavlja v fokus tudi vprašanje glasbe. In ja, hkrati sem tudi vesel, da se je postavilo mene v fokus in da pričakujete, da bom nekaj o tem povedal. Zdaj, zakaj se mi zdi, da se o filmski glasbi malo govori? Zato je več razlogov. Več razlogov bi lahko našteval, ampak bojim se, da ti razlogi, tudi če vam jih povem, ne bojo vplivali na kakršnokoli boljše sprejemanje filmske glasbe. Zato se mi zdi bolj pomembno, da osvetlim idejo filma in filmske glasbe skozi neko slovensko zgodovino in ob tem pravzaprav neke stvari poudarim in jih mogoče malo sproti razčistim, ker se mi zdi, da jih je pomembno postaviti v nek kontekst. Ko se postavi zadeve v kontekst, jih lažje razumemo in potem tudi za nazaj in za naprej, na zdravje, za nazaj in za naprej potem vemo, kaj se ima za dogajati. Zakaj o tem govorim? Namreč sam sem v recimo filmski glasbi, v delu s filmom in filmske glasbe noter že hudo dolgo in hudo dolgo vam lahko povem, da se stvari niso spremenile. Razen po Murphyjem zakonu. To pomeni, da so se spremenile ponavadi iz slabega v slabše. Ko sem začel še delati nekako že kot študent na Akademiji za glasbo, kot mlad komponist, sem začel delati na področju filmske glasbe, ker smo imeli par prijateljev. Takrat smo se še namreč vse tri akademije med sabo družile, ne, to se pravi likovna akademija, igralska akademija in glasbena akademija smo se skupaj družili, zato da smo nekako bili, kaj bi rekel, norci skupaj, ne, pa da smo ostali pustili. In sem začel delati pravzaprav za kolege, ki so tam študirali režijo in take stvari, sem filme začel delati, pač muziko za filme in tako dalje. In kar sem zelo hitro ugotovil, je moj profesor kompozicije, pri katerem sem delal, ko je to zvedel, je seveda ne samo nasprotoval, ampak me skoraj da zasmehoval, ne. Da to se pa res ne spodobi delati za nekega akademskega glasbenika, da bi se ukvarjal pravzaprav s takimi stvarmi, kot je glasba za film. To je v nekem trenutku primerjal tudi s tem pravzaprav, da bi moral pravzaprav delati
na zabavnem področju, ne? Ampak če želiš delati na zabavnem področju, bolj ne rajiš Akademije za glasbo. Moram reči, da temu nisem bil zelo naklonjen, poleg tega sem začel še igrati neme filme v takratni jugoslovanski kinoteki. Moj mentor takrat je bil Borut Lesjak, ne vem, če vam to ime kaj pove. Če rečem, znamenita slovenska pesem ali pa popevka Ne čakaj na maj, ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. Ja, to je Borut Lesjak, no. Tako da se je zapisal v slovensko glasbo pravzaprav s to popevko. On je takrat bil pianist v jugoslovanski kinoteki in jaz sem pri njemu potem začel tudi igrati, ker njemu se ni dalo vedno vsega igrati, pa rekel, daj boš ti malalala. Ampak sem se moral podpisovati za psevdonimom, tako da na Akademiji noben ni vedel, da igram v slovenski kinoteki, v jugoslovanski kinoteki. Ko pa je moj profesor ponovno zvedel, zato ker KGB, veste, to je deloval tam še pa še, ne. Mi je pa na uri kompozicije mi je pa rekel, zdaj si pa predstavljate, to je tako, kot da bi baletka, z baletom se ukvarja gospodična gospa, ne, zvečer šla plesati v striptease bar, ne. S tem je primerjal, ja, s tem je zelo hitro mi je dal vedeti, da dopoldne jaz delam akademsko sfero, pa pišem simfonije, pa opere, pa ne vem kaj še vse, zvečer pa grem striptease delati, ne. Mislim, to je in ja, toliko o tem, kaj je bilo o slovenski jugoslovanski filmski glasbi mišljeno, ampak vendar so se pojavljali glasbeniki, kot boste videli danes, ko vas bom malo popeljal skozi to zgodovino in mogoče premišljevanja, so pa bili komponisti, ki so bili komponisti in so delali tudi za filme. Med njimi tudi kakšen moj profesor, recimo Alojz Srebotnjak, ne, in se spomnim, kako je zelo na tiho z menoj na stopnišču Akademije, takrat še stare Akademije, govoril o tem, kako pripravlja neko glasbo za filme in tako se je oziral po stopnišču okoli, da ga kakšni kolegi ne slišijo, ne. Mislim, pa je bil Alojz Srebotnjak tisti, ki danes nekaj pomeni v zgodovini slovenske glasbe. Pustimo, koliko pomeni v zgodovini filmske glasbe, ne. Čeprav ne bi bilo filmov, če ne bi bilo Srebotnjaka, kot so, ne vem, Tistega lepega dne, ne bi bilo filmov Balada o trobenti in oblaku, ne bi bilo Pastircev, ne bi, a veste, vse te naslove verjetno poznate, ne. Ampak to je Srebotnjak, ki je z menoj tako na tiho govoril na stopnicah, da ga kolegi niso slišali. Toliko o tem, zakaj smo se družili skupaj tri akademije in smo poskušali ustvarjati pravzaprav neke takratne nove ideje in nove stvari in jaz sem se podal na to filmsko zgodbo, pisal muziko za filme in začel neko svojo zgodbo tukaj seveda tudi peljati. Zato sem vesel, da stojim tukaj danes pred vami in vesel sem, da vas je nekoliko manj. Manj pomeni, da ni napolnjena dvorana, ne. Zakaj? Zato, ker imam izjemno rad, ne, 20-25 ljudi, ki točno ve, zakaj je tukaj, kot pa 60, ki jih od tega 59 ne ve, zakaj so tukaj, ne. In to se mi zdi zelo pomembno, da ste prišli zaradi neke ideje. Ok. A mi kdaj zna kdo povedati v enem stavku, zakaj je prišel? Ker sem jaz tukaj? Ne, to ne. A to je Barbara prišla, ker sem jaz tukaj, ok. Zakaj ste tukaj? Kaj vas zanima? Za inspiracijo? A pišete muziko za film? Vam bom dal moj e-mail, če boste rabili muziko. Ostali pa ne veste, a kaj? No, vse sem rekel, 60, 59 ne ve, zakaj je tu. A, kolega? O, to pa je, mislim. Dejansko mi je to... Hvala, to mi je, zdaj ste mi dušo pobožali in dan polepšali. Ja, ne, sej, hvala. Sej po 36 knjigah, ki sem jih napisal o filmski glasbi, veste, en še me ni vprašal nič po teh knjigah mojih, ne, ampak so, pač so, ne. Kaj pol, ne, ljudje pišejo tudi kuharske knjige, pač jih, ne, kaj pa. Ampak okej. Problem je, ker jaz tudi, recimo na Akademiji za glasbo učim, pač imam predmet filmska glasba in pol morajo moji študenti napisati seminarsko nalogo še celo, ne. In imajo problem, zato ker iščejo literaturo, ne.
In pol tako grdo zgleda, ker po mojem predmetu delajo seminarske naloge, pa tako od zadaj literatura mene. Rečem, ne, dajte kakšno drugo literaturo, pa tako reče, če pa je ni. Ja, pa se čitate angleščino tudi, ne, ampak je lažje v slovenščini, ne. Ok, kakorkoli. Hvala, da ste prišli. Evo, lepo. Filmska glasba. Ok, če začnem neko premišljevanje okoli filmske glasbe, bi vas rad vodil pravzaprav skozi neke ideje, ki so sicer zapisane v katalogu bile, oziroma jaz sem jih tu malo razširil, zato da neke stvari tudi sproti poudarim. Pravim, glede na to, da uradno obstaja glasba na filmu od leta 1927, to je bil film Pevec džeza, če ste ga kdaj v življenju videli, zdaj ga že lahko vidite, ne, ker je kjerkoli zadosegljiv. Alan Crosland ga je naredil, ne. Al Jolson je prepeval tiste stvari, ne. Se je slovenska filmska produkcija temu precej kasneje pridružila, ne. To se pravi, od leta 27, 37, 47 ni bilo nič tona, ne. Slovenska ali pa jugoslovanska produkcija tega ni imela. In še to je pomembno, da je ta film Pevec džeza bil na začetku več ali manj bolj zabaven film z popevkami, ne. To se pravi, tako je stopila, skupaj s filmom je stopila zabavna industrija noter, stopila je glasbena industrija, bi lahko rekli, po tej zabavni plati, ne po tisti resni plati, ne. In zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je filmska industrija in glasbena industrija nekako pod streho zabavne industrije zaslutila, da ena živi od druge in druga živi od ene, ne. Torej, toliko kot bojo eni imeli, pa drugi imeli od tega, če združijo moči, še bojo vsi skupaj nekaj imeli od tega. In ugotovili so seveda, da ljudje radi hodijo v kino, ali pa takrat niti kina še v tem smislu ni bilo, zato ker se tam zabavajo. In če ob tem še spoznajo kakšno dobro muziko, ne, potem to tudi poslušajo na radijskih postajah, pa si zaželijo, pa kupijo ploščo kasneje, pa seveda, mislim, ena industrija je začela poganjati drugo in to ni tako zanemarljivo. Nekoč so se tudi dobile note iz kakšnih popevk ven in so ljudje radi tisto preigrali doma, malo zaigrali si kakšno pesmico. A veste, ta družabnost ob glasbi je drugače živela. Ok, in če je bila to še glasba z nekega filma, še toliko bolj, ker je film rato bolj popularen, ne vem, če govorimo o zgodovini glasbe skozi film, recimo vsi se spomnite znamenite Judy Garland, ki je zapela v Čarovniku iz Oza svojo Over the Rainbow, ne. To je bil hit hitova, ne. To se je ne samo vrtelo na vseh radijskih postajah, to se je plošče prodajalo, to se je ne vem kaj vse je delalo z njo. En tak mogoče, če gremo po zgodovini malo naprej, tak velik hit je dosegel film Titanic. In song, ki ga je odpela Celine Dion. Whitney Houston je bila v Bodyguardu, ja. Celine Dion ga je odpela, ne? Kdo ga je pa napisal? To muziko. Bravo. Ja. Bravo. Horner, ja. Horner je napisal, za ta song so njemu plačali 26 milijonov dolarjev. Mislim, ne hecam se, resno. Samo ta song je bil 26 milijonov dolarjev vreden in Celine Dion je k temu dodala še 12 milijonov za to, da ga sme izvajati na svojih koncertih. Se splača ukvarjati s filmsko muziko, ne, pa s songi, pa tak dalje. Samo toliko, da imamo nekako pred seboj neke številke, kaj se pravzaprav zgodi. In verjetno ga ni nekoga, ki ne bi poznal tega songa že od kar je ta film nastal. In verjetno ste ga slišali tudi na radijskih postajah, niste ga slišali samo v filmu. Slišali ste ga na videu, slišali ste ga, pustimo Leonarda DiCapria, pustimo vse ostalo ob strani. Celine Dion je tu naredila, ne, in Horner sta tu naredila nek preboj. No, in to je pravzaprav ta filmska industrija, če stopim nazaj, ki je začela s pevcem džeza pravzaprav leta 1927 z nekim takim zabavnim projektom. Ok, prvi ton film namreč beležimo šele dobrih 20 let kasneje, to je bil vsem znan Na svoji zemlji, ko je izvočnikom v velikem filmskem platnu prvič zazvenela filmska glasba od Marjana Kozine.
Bil je 21. november, to spravi kmalu bi bila obletnica, bi lahko rekli, ne? Leta 1948 v dvorani Grand Hotela Kino Union v Ljubljani. Tega kina ni več, ne? Ampak Hotel Union je, ne? In tam je bil Kino Union, no in seveda novembra meseca 1948 je na svoji zemlji nekako zazvenel. Seveda, če bi gledali malo zapiske, bi ugotovili, da so, ko so to snemali, zelo slabo zadevo posneli, kar so tudi povedali. Rudi Omota je takrat tudi snemal in je povedal, da je pač bilo slabo posneto, zato ker niso imeli nobene izkušnje, kako se snema velik orkester in so ga pač slabo posneli, zato ker so preveč so dvignili une reglerčke gor, ne, in je vse skupaj hreščalo, ampak tega niso potem mogli popravljati, zato ker pač niso popravljali, ker ko je šlo to na film in še danes je ta muzika na filmu malo previsoko posneta in hrešči in tak dalje, ampak okej, naredili so, kar pomeni, gospod Kozina je napisal muziko, fizično, orkester je to zaigral, fizično, in nekdo je to celo posnel fizično in to so seveda dali zraven fizično na film. Danes temu ni več tako, ne. Boste rekli, ja, danes pa imamo digitalno tehnologijo. Ja, a tega pol v digitalni tehnologiji več ne delamo, ni komponistov več, ne. Ja, vi ste komponist. To se pravi, vi digitalno komponirate, ali kaj? Ja. No, ampak še vedno znate vzeti svinčnik pa noten papir pa napisati, ne vem, nekaj. Namreč gre za to, da se v glasbi kot takšni ni na koncu še vedno nič spremenilo. Še vedno imamo izvajalce, še vedno imamo ustvarjalce, ne? In na koncu še vedno imamo snemalce. Ne? In ker imamo vse te avce, potem pride seveda do snemalce, ne? Tak sem mislil, avce. Niste rekel ovce, avce. Ne? Me tako radi nekateri napačno citirajo, ne, in pol rečejo, kaj pravi on, da smo ovce? Ne. Črtica, avci so bili, ne. Okej. Seveda, ker imamo celo to mašinerijo, ki nekaj počne na filmskem tonu, je filmski ton pa filmska glasba seveda na nek način postavljena v nek pravi prostor in na nek pravi način, tako kot se filmski glasbi pritiče. Po drugi strani imate pa seveda producente ali pa produkcijske hiše, ki hočejo blazno prišparati, ne. Mi ne rabimo komponista, to zna Jože sam narediti z unim računalnikom, se stisne dva knofa pa nekaj brenči. Ja, dirigenta, kaj ste nori? Kakega dirigenta? Če bo on tam nekaj naredil, ne rabi nobenega dirigenta, izvajalca, ne, saj Jože to zna, izvede mu računalnik zadeva, ne. Kar pomeni, odpade en avc, ne, ki je komponist, ta drugi, ki je snemalc, ta tretji, ki je oblikovalc tona, to vse odpade, brrrk, in na koncu pride vse skup do enega takega laptopa, pa do enega programa, ki se ga kreka, pa se ga sune dol, resno, pa se tam stisne nekaj, pa tisti program že na pol sam naredi, pa se pa z enim kablom to prelepi zraven na film, pa so vsi zadovoljni, ker se nekaj sliši. Problem je, kaj se sliši. Okej? Ampak veste, jaz sem kar nekajkrat že govoril o teh problemih, kaj se sliši na filmu, pa sem dobil zelo take jasne odgovore. Ah, se to nobenega ne moti. Ah, pa saj film se bolj gleda. Ah, pa to ni tako važno. To so bili odgovori. Pa sem se spomnil tam v 60-ih letih, ko je imel za eno dosti veliko glasbeno časopisno revijo, je imel intervju gospod, ki je naredil, po mojem, največje in najboljše psihogrozljivke v zgodovini filmskega sveta. Govorim o gospodu Alfredu Hitchcocku. Ne, saj mi lahko odgovorite. Jaz rečem Alfredu, vi rečete Spielbergu, recimo, ne? Okej, o Hitchcocku, ne? No, Hitchcockov prijatelj, velik prijatelj, komponist je bil gospod Bernard Williams. Gospod Bernard Herrmann. Nikoli čuli, ne? Ne, super, ja. Gospod Bernard Herrmann. Zakaj omenjam gospoda Bernarda Herrmanna? Zato, ker je Hitchcock za intervju njegovega velikega filma Psiho, ki ga verjetno poznate, če ga ne poznate, si ga še danes poglejte,
je izjavil, ker so ga hvalili, kakšen film, da je to, pa kak je tisti umor pod tušem, sploh je božanski, pa ne vem kaj še vse, ne zato, ker je božanski umor, ampak zaradi tega, ker je una gospa božanska tam not, ne, ampak okej, pa je on rekel, sam malo. Jaz, gospod Hitchcock, ki ga zdaj tu slavite, ne vem, vsi novinari in ne vem kaj še vse, je naredil ta film približno na 30%. Ja, zato ker 70% je naredil moj prijatelj, ki tamle sedi, pa noče nič povedati, in to je gospod Bernard Herrmann. Resno. To je Hitchcock rekel, ne jaz. Jaz sem rekel sam, kaj je Hitchcock rekel. Njegov film Psiho je 70% naredil Herrmann. Ker se je zavedal, da tistega uboja pod tušem in vsega skup ne bi bilo, če ne bi bilo tiste muske, tiste. Saj vemo, kaj, o čem govorim. Mislim, a nam to 60 let zatem ne da nekaj misliti? No saj, kdo se pa ukvarja z musko? Saj bomo to na računalnik naredili, Joža ima 2 programa, ki to sama naredita. A so se oni potem pred 60 leti motili? Ja, lepo ste rekli. Še vedno to velja, žal, to še vedno velja. In najboljši tandem za uspeh filma je tandem avtorja, režiserja, če dela avtorski film, in komponista. To je še vedno največji tandem. A pozna kdo kakšne take tandeme, ki res v svetu filma pomenijo wow. Sergio Leone. Ta dva ne samo, da sta sodelovala, ta dva sta naredila novi filmski žanr. Se mu reče špageti western, ne? Steven Spielberg in John Williams. Ne? In tak dalje. Dobro, že 2 ste povedali, to je že kar nekaj. Ne? Ampak to so tandemi, ki delujejo skupaj in vsak film, ki jih skupaj naredijo, wow, pa res. Kaj je Morricone? Kakšna muska, škoda, da je umrl, ampak okej, ne, vsakega to čaka, kdaj pa kdaj. Ampak to je to. In če to opazujete, potem opazujete te tandemske zadeve in ugotovite, da ti tandemi, kaj nekdo pove, pokaže in drug ozvoči in naredi, filmu se reče, če rečemo tako zelo tehnično, ne? Film spada med kakšen medij? Ja, bravo, AV medij, ne? In prva črka pomeni audio, to pomeni prva črka je? Ton. In dejansko vam povem, da jaz kot filmski komponist se ukvarjam že dostikrat pri filmu pravzaprav z njegovo celovito zvočno podobo. Ne samo tu pa malo muske, pa tam malo muske, ne? Najrajši malo, ko mi je en režiser pred časom rekel, tu pa rabim musko. Sem rekel, kakšno papa je? On rekel, malo bolj glasno. Sem rekel, a kaj, to je žanr, ali kaj? Ne, tu vsaj veš, tisto bolj glasno musko. Pa sem rekel, kakšno musko? Ja, glasno boš pa jaz znal narediti. Sem rekel, glasno po regler potegni gor, pa bo glasna. Vseeno, kaj ti dam, ti pač glasno nastaje. Ne mislim to. Zdaj niti povedati mi ne zna, kaj rabi, ne? Ampak pustimo, okej. Hočem vam pokazati, da ta AV pomeni seveda, da je ton in slika. Oboje skupaj je magija filma. Oboje skupaj je ta magičen moment. Sam ton ne, sam ton je radijska postaja, ne? Sam slika je plakat, ne? Oboje skupaj nastane pa pravzaprav neka nova magična zgodba. Od takrat pa do danes se je predvsem tehnično gledano na tem področju seveda marsikaj spremenilo, slovenski film pa je prehodil malo več kot 70 let dolgo pot, če rečemo, do katere smo lahko kritični, prizanesljivi, lahko jo vrednotimo, lahko jo primerjamo s siceršnjo glasbeno filmsko produkcijo Evrope in sveta, lahko bi to naredili, ne, ampak bi se zelo hitro spotaknili. Ampak ni važno. Poglejmo, bodimo prizanesljivi, pa rečemo, okej, ne, če imamo pač v proračunu filma namenjeno 1,4% od celotnega budžeta za filmsko muziko, pol pač, ne, koliko denarja, toliko muzike in to bo to. Okej. V vsakem primeru pa moramo razumeti, da je pogled na slovenski film skozi filmsko glasbo specifičen.
se odpira dve področji in kar sem rekel prej, ustvarjanja. Dve področji, tako filmsko ustvarjanje, o čemer se zelo rado in zelo veliko govori, in seveda tudi glasbeno ustvarjanje, o čemer se pa zelo malo in nič ne govori. Jasno, boste spet rekli, pa zakaj pa ne? Je zato tega, ker so pač komponisti, ki so resno delali za film, kaj so, premalo zelenjave jedli, da bi živeli 180 let, kaj. Pač pomrli so, ne, mislim, se to pač ni nič takšnega, ne, preko slej se to res vsakemu zgodi. In vse so bili komponisti slovenske glasbe, dobri komponisti, smiselni komponisti, prej sem omenil že, vsaj dva sem omenil, ne. Pa poznate še kakšnega slovenskega komponista filmske glasbe? Ne tiste, ki delajo muziko, ki so komponisti filmske glasbe, slovenski. To je ne? Aha, to je ne. Bojan Adamič. Ja. Bojan Adamič. Omenil sem koga? Kozina, Marjan Kozina. Marjan Vodopivec, ki je naredil Kekca, ki ste ga vsi peli v otroškem vrtcu, verjetno. Kaj mi poje ptičica? Kako? Naj preskočim to, ok? Govorim o komponistih, ki so zgodovino filma. Ja, Sašo je pisal za film. Ja, se strinjam. Ampak od teh komponistov, ki so na eni strani stali v nekih akademskih zadevah, pisali simfonije, opere, plus se na tihem ukvarjali s filmom, no? Ok, Adamič je bil malo bolj v džezovskih vodah, pa tak dalje, ne? Ok. Janez Gregorc, komponist, ki je prišel direktno z Berkeleya, ki je naredil par slovenskih filmov. Ok, dobro, ne bom vas, izpita ni še ta teden, tako da imate čas še pol to preštudirati. Ampak, in prav v tem smislu se bomo spraševali, kam ta ladja plove, predvsem v luči naraščajoče glasbene in filmsko-glasbene industrije, ki ponuja iz dneva v dan vse bolj osiromašene in instantne usmeritve, ki postajajo žal celo trendi, je polna nekih klišejskih ponudb, povprečnosti, variant, že slišanega, ob tem pa vse bolj osiromašena svojega umetniškega in izvajalskega potenciala. Žalostno se sliši to. Žalostno. Mislim, meni se to žalostno sliši, res da. Ker ko jaz opazujem nek prispevek, glasbeni prispevek, se mi zdi pa, kdo pa to izvaja in slišim 99%, da to izvajajo neke mašine. Da to naredijo neki stroj, da to naredijo neki programčki, da to naredi pač nekaj, kar je bilo možno, in potem se pogovarjam, bodi si s producentom, režiserjem, mi reče, ja, veš kaj, nismo imeli denarja za to, da kaj drugega, ne. In potem rečem, ja, saj vem, da niste imeli denarja, ne, pa vseeno, ne. Jaz sem prepričan, da, ne vem, se najdejo lahko trije mladi glasbeniki, ne vem, en na kitari, en na frulici, en na violini, ki so pa le pripravljeni nekaj v živo zaigrati. Pa jim plačate dve pici, pa eno pivo, pa bojo to tudi naredili. Ampak bo pa v živo narejeno, bojo pa glasbeniki zaigrali. Se bojo pa glasbeniki kot takšni dotaknili filma. Dostikrat imam občutek, veste, da se glasbenike v stran držijo od filma. Sam ne k filmu, ne. Ne iti plesati v striptease bar, ne. Ker to spada nekam drugam, ne. Resno. Mislim, dajte možnost glasbenikom. Glasbeniki so zato tam, da poustvarjajo glasbo. Radi jo poustvarjajo. Če je za film še toliko bolj. Dajte glasbenikom možnost, da se pokažejo, da nekaj naredijo. Pa, mislim. To so pametni stroji, ne? Če je bila nekoč filmska glasba premišljen in unikaten proizvod, narejen po meri filma, iz katerega je izšla, lahko tudi marsikatera danes znana pesem. Kekec, recimo, Kekčeve pesmi, ne? In ena in druga, to spravi, kaj mi poje ptičica in una ta druga, ne? Ne čaka na maj, mislim, to je popevka, še danes se jo prepeva, ne? Pevski zbori jo že prepevajo, ne? Poletje v školjki se dogaja tukaj, Piran, ne?
napisal? Poletje v školki? Jani Golob, moj prijatelj. Jani Golob, ja. Sreča na vrvici. Kdo ne pozna, ne? Ok. Se danes mnogokrat potisne v film neko povprečno popevko, ki se hoče afirmirati skozi filmsko podobo. In to je lahko problem in to je seveda tudi lahko zelo hitro narobe. Zato pa, ne, kako to in predvsem zakaj se to dogaja. Jasno, da odgovora ne bomo imeli, ampak ni toliko važno odgovor. V zavedanju, da sta k temu pripomogla tudi skrajna komercializacija in tehnologija, se moramo vendar znati ozreti v filmsko glasbeno zgodovino in ugotoviti, kaj je bilo nekoč drugače in boljše, ne. Zgodovina nam pokaže, da je bilo nekoč boljše. Mi lahko rečemo, ja, saj bi lahko bilo tudi boljše, če bi kaj. Poglejmo nazaj, kak je bilo. Na leto so se naredili 3 filmi. Vse zdaj, če bo šlo še tako dalje, se bo glih tak 3 filmi na leto naredili, ne. Ampak filmska industrija, gledajte, je drag hec. Ja, ne, se da film danes tudi s telefonom posnet. Ja. Ok, zdaj te debate, ali se da, ali se ne da, ne bom odpiral, ne. Ampak, a je res to namen filmske industrije, da se s telefonom nekaj posname? Ali je to res potem film, ki se ga posname s telefonom? Ali pa film, jaz trdim, da je proces. Film je proces, ki se začne z nekim treatmentom, ki se začne z nekim scenarijem, ki se začne z igro, ki se začne z bralnimi vajami, ki se nadaljuje s kamero, ki se nadaljuje s snemalno knjigo, ki se nadaljuje in se konča seveda v kinodvorani z gledalci in poslušalci v kinodvorani. Ne doma pred televizijo na Netflixu. Film je na koncu vedno doživetje. Ogled filma ni, zakaj pa pri tem filmu gre. Me sploh ne zanima, zakaj gre pri tem filmu. Film je doživetje. Film je, da se lepo oblečete, zrihtate, odpokate svoj rit od doma in greste v kinodvorano. Se vsedete zraven nekoga, ki ga imate radi, ali pa on vas, saj ni važno, ampak se imate fajn, greste pol mogoče nekaj spit in ste doživeli nekaj v 2 urah in ste bili nekje. In potem se odpokate spet nekam. Film je doživetje, pika. Film je dogodek. Ni film tisto, kaj bi pa danes delali, bomo pogledali popoldne, če kaj na televiziji. Bomo en film pogledali. Ne, tisto so informacije o filmih. Film je dogodek. Mislim, o tem filmu jaz govorim. O tem filmu. Saj, veste, filmi kot takšni, saj vi večinoma, bom rekel, ne vedno, pa ne vse, gledate eno filmsko zvrst, ne? In to gledate največkrat. Katero filmsko zvrst? To je žanr. To je žanr. Zvrst. Igrane filme, ja, hvala, igrane filme gledate večinoma, ne. Kdaj ste nazadnje gledali eksperimentalni film? Bravo, eksperimentalni. Ja? Emo Kugler. Ne. Kateri film? Aha, dobro. Ok, dokumentaren film, ne? Eksperimentalni film. Animiran film. Koliko animiranih filmov imamo v Sloveniji? Ste se javili ali ste pokazali, koliko jih je? Aha, koliko jih je? Slovenske animirane filme. Celovečerne. Celovečerni film. En. Risan, animiran film je samo en uspel do zdaj. V 30 letih. Socializacija. Socializacija bika. Edini celovečeren, animiran, risan film. Kje smo? Mislim, butično, ampak smiselno, ne? Saj imamo, ne moramo reči, da nimamo, ne? Saj imamo enega, ne? Saj ga imamo. Noben ne sme reči, da nimamo animiranih filmov. Saj ga imamo, ne? Saj Beethoven je tudi napisal eno opero, ne?
Sicer je za nič, ampak on je napisal, ne. Res, pa 9 simfonij, ampak pustimo tiste so znane. Eno opero pa je le uspel napisati, zato, ne, da ga postavljamo v vrsto, ne vem, z Verdijem, pa s Puccinijem, pa z Wagnerjem, ne. Tudi Beethoven je napisal opero, ne smemo reči, da ni, ne. Morda pa je za zgled nazaj dejansko pogled naprej in zato toliko bolj priporočljiv, primeren in nujen, ne. Če namreč poznamo zgodovino, če poznamo preteklost, lahko vidimo prihodnost. Brez tega, ljubi moji, pa lahko izpadem, ne vem, star pa betežen, pa ne vem kakšno še vse, ne. Ampak če ne bomo vedeli, kaj je bilo, ne vemo, kam naj gremo. Resno. Sam v zavedanju tega. Ok, zdaj takole, ne. Zdaj, prvi takšen film je seveda Štiglicov z leta 48, Kozina na svoji zemlji. Vsi poznamo. Tam, tararam, Všeč mi je, ko so to primerjali, ko je film ven prišel, ne, leto dni zatem, obstaja en zelo zanimiv zapis, zdaj se ne bom spomnil, kdo ga je naredil, ampak so primerjali to temo in to idejo od Kozine z enim drugim filmom, ki je sicer bil mnogo prej, je pa tudi govoril o zemlji, ne, ima filmsko muziko imenovano po zemlji, je bil pa baren film, pa predtem je nastal, pa trajal tak, mislim, 4,5 ure, pa Vivien Leigh igra glavno žensko vlogo. Kaj še vam naj povem? Tako, ja. V Vrtincu, Gone with the Wind, ne? Ki ima tisto temo, pam, pa, da, da, tam, pa, ba, ba. In so primerjali te dve temi in so rekli, se pa res vidi, da je Kozina ta film gledal, ne? Ja. Še enkrat vam pravim, poznal je zgodovino filma, ki se je 10 let predtem zgodila. Zgodil se je pravzaprav film, veličastni film, 4,5 urni, ne? V Vrtincu, kjer je Max Steiner napisal to neverjetno temo in je rekel, wow, to je to. In je napisal leta 48 temo zemlje na svoji zemlji, ki se pravzaprav še dan danes vrti, če poslušate zjutraj ob 5 ali ob 6, začetek programa, ne? Ja, še danes se zavrti ta tema. Tan, tan, tararam, pa, 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 pa. Še danes jo imate. Po vseh teh letih je ostala filmska glasba. Ok? Tega vam ne rabim odvrteti, bom se pa tu vstavil. Ok, leta 51, to spravi 3 leta kasneje, naredi Jože Gale, naredi seveda svojega Kekca in Marjan Kozina spet prime partituro, oziroma spet prime notni papir in svinčnik, kolega, ne? Zato, ker drugega nima na razpolago. In naredi tole, ne? Hočem vam slike kazati, ker ni važno. Kak je posneto, pustimo, ne? V šoli, ne? In tako dalje. Leta 51, ljubi moji, nastane orkester, zabavni orkester, radijski orkester, kdorkoli, otrok, ki to zapoje in slišite, da dobro poje, ne? Dobro poje, brez nekega programskega paketa, ki mu popravlja ton ali pa kaj takega, ne? Nobenega melodajna ni vklopljenega, da bo on točno zapel, ni nič. To je bilo posneto, po mojem, na en mikrofon, ki so ga takrat imeli, pa bil je tako imenovan one take, ne, to spravi 3-4 zdaj, ne, nič čisto bomo mi malo miksali, pa bomo malo popravljali, pa bomo malo nekaj delali, znaš pet ali ne znaš pet, ne. Fant se je postavil zraven, verjetno ga je bilo strah kahdič, ne, ampak je pa zapel, posneli, dali na film in po
vseh teh letih, od leta 51 je to še vedno od Kozine pesmica, ki jo otroci pojejo in jo poznajo. Začetek nekega takšnega mišljenja, če rečem, o filmski pesmi ali pa filmski, ne bom rekel popevke, ampak tem, kaj film pravzaprav ponuja. Ta drugi Kekec 2, ne, nastane seveda leta 63, 12 let kasneje, da vas malo vodim, ampak je pa zgodba enaka. To se pravi, uporabili so znan kliše, če tako rečem, ne. Film o Kekcu, ja, sploh Kekec, ne, film Kekec je fenomen slovenske literature, ne. To je fenomen. Zakaj? Noben hudič ni poznal knjig o Kekcu, ki jih je napisal. Točno, Josip van Dot, bravo. Josip van Dot, noben tega ni poznal, dokler ni film nastal. Ko je pa film nastal, pa so vsi poznali Kekca. Pa danes imamo, ne vem, Kekčevo pot, pa Kekčevo pašteto, pa Kekčeve klobase, pa Kekčeve ne vem, kaj že vse imamo. Van Dot sigurno o tem ni imel pojma. Ampak film je bil tisti, ki je to vzpodbudil. In je prav, da otroke vzpodbudi, da grejo po Kekčevi poti, pa grejo malo si pogledat planine, pa malo hodijo okoli, da ne bdijo sam za svojimi računalniki pa telefoni. Ne? Ja, mislim, je pomembno. To je pomembno. In ta dva filma, dragi moji, leta 51, leta 63, sta trumoma peljala otroke v kino. Ja. Ne k televiziji, ker televizija ni bilo, ker je bila ena na vasi. Resno. Trumoma se je šlo to v kino gledati. Ampak takrat je tudi Jugoslavija, če tako rečem, še imela v šolah tako imenovano filmsko vzgojo. O tem nič ne veste, ne, niti? Ja, ljubi moji. Bila je telesna vzgoja, ne telovadba, to se je pozneje imenovalo. Telesna vzgoja, bila je likovna vzgoja, bila je glasbena vzgoja in bila je filmska vzgoja. Resno. Resno. Mislite, da sem parkiral leteči krožnik zunaj, ne? Ne, resno, da sem prišel od drugod. Res je to bilo. To je bilo, ljubi moji, do leta 82. Je bila v šolah filmska vzgoja. Potem se je pa reklo, filme tak zna vsak gledati, se pa zato pa ja ne rabimo. Mi rabimo telesno vzgojo, da se naučijo fuzbal špilati. Ne? Potem so bile že tendence, da glasbeno vzgojo ven zbrišejo, ne? Zaradi tega, ker muziko tudi zna vsak poslušati. Ja, resno, kaj pa glasbena vzgoja, dajte no. Likovna, ajde, še zato, da malo nekaj znajo barve pomešati med sabo. To je filmska pa in je propadlo. In rezultat imamo po 40 letih, ki ga imamo. Britanija, oprostite, Britanci imajo filmsko vzgojo od vrtca dalje. Resno, oni imajo prav programe, kjer vzgajajo otroke. BFI, British Film Institute, izdaja mesečne revije namenjene otrokom, da gledajo slikce, pa da se ukvarjajo s filmi. Osnovna šola ima posebej programe o vzgoji filma in Britanci. Dobro, ne vem, zakaj sem jih omenil, ampak mogoče zaradi krlice. Skratka, Jože Gale naredi leta 63 in povabijo Marjana Vodopivca. Pa poznate to muziko tega Kekca? Če je bila tista ona, katera je pa ta? Vesele pesmi poje, gre po svetu lakinu. Čemu kdo nastavi zanko, ga užene v kozji rok, jaz pa pojdem in zasejem. Otroci še danes to korakajo, pojejo. To. Ampak to je seveda napisal gospod Marjan Vodopivec, oklepaj, komponist. Ok. Saj, da ne boste misliti, da si jaz kot komponist kaj posebej predstavljam, da sem kakšen, ne vem, posebej neka rasa indijanska ali pa kaj takega. Ne.
No, Kozina gre naprej, če sem šel prej k svoji zemlji, leta 56 naredi Kozina, seveda Štiglicem skupaj znameniti film Dolina miru. Tale gospod, ki ga tukaj vidite, ne? Schwarzmüller, ne? Kdo bi rekel? Ni Weissmüller, ne? Ker se vidite, da ni Weiss, da je Schwarz, ne? To je v celi... nemško zna. To je v celi zgodovini, če rečemo jugoslovanske kinematografije, edini igralec, ki je bil kdaj nominiran za... Bravo. Za Oscarja. Edini. Leta 57 je bil nominiran za film, 57 je bila nominacija, 56 so film naredili, je bila nominacija za Oscarja. Seveda ga ni dobil. Ampak ni važno. Bil je nominiran. To pomeni, je prepričal celo samo akademijo. No, in Marjan Kozina naredi seveda svoj naslednji film Dolina miru. Ok. In seveda film, ki so ga videli na otvoritvi, če ste bili slučajno tam, ampak tu, mislim. Ok. Vesna. To je pa prelomnica leta 53 nastala, pravzaprav, ko Bojan Adamič stopi v filmski svet kot izjemen komponist, ki je bil v Sloveniji sicer tudi filmski komponist, največ je bil filmski komponist v Jugoslaviji. Podpisuje se čez nekaj več kot 200 filmov. Si predstavljate, koliko je 200? Probajte počasi šteti do 200, boste videli, ne? 200 filmov je naredil in seveda med drugimi leta 53 naredi skupaj s Čapom, naredi tudi glasbo za film Vesna. Slovenska kinematografija, to je pa povedal gospod Adamič v enem intervjuju, ne, je pa bila tako. Večinoma je delal za jugoslovanski trg, Beograd, Zagreb, Skopje, po so mu pa tu v Sloveniji rekli, čak malo, Bojan, čak malo. Toliko delaš tam za one, a ne bi tudi naredil kaj za slovenski film. Je rekel, ja, se pa me noben ni vprašal. Ja, no, pa daj, no, napiši nekaj. In je to naredil. To spravi, on je moral najprej narediti vse ostalo, da so mu pol zamerili, ker je naredil vse ostalo, ne? In pol, da je odmeril lahko, je pa rekel, bom naredil to. In če ste gledali film, potem ste videli, da je uporabil pravzaprav to znamenito idejo tehnike, leitmotiva, če se wagnerijansko izrazim, zdaj še celo, ne, malo, leitmotiv, pa tako, ne, mislim, glasbeno, ne. In je naredil leitmotiv Vesne, ki se skozi film nekako pne skozi tisto violinsko igro, ponovi se, ko ona čita tisto pismo pod onim dreveščkom, ponovi se, ko on tam, ko jo čaka pri vodnjaku samo, ne, ko jo čaka Janjo, ne Vesna. Vesna pol nastane, ne? Mislim, Metko Gabrielčič. Ok, potem jo ona poje enkrat tamle, ko pospravlja stanovanje. Pa skratka, leitmotiv, ne? Uporabil je najstarejši trik, če tako rečem, trik, ki ga je uporabljal 100 let predtem Wagner v svojih velikih glasbenih dramah, ne rečem rad operah, ne? In ta leitmotivični model je seveda v filmski glasbi še dan danes prisoten, da naredimo, da z nekim glasbenim motivom opredelimo film. Zagotovo vsi poznate, ne vem, Morriconejevo glasbo, prej ste omenili, pač Morricone je bil omenjen, ne. Morricone je znamenit komponist, ki je delal filme prav na ta način, da je naredil en leitmotiv, naredil je neko melodijo, ki se je skozi film zdefinirala in vam jo je vcepil v glavo in ko ste šli iz kina, ste sam še lahko razmišljali o njegovi melodiji, ki so več a manj, vsaj jaz gledam, božanske. No. Ne vem, če se spomnimo njegov Cinema Paradiso, če se spomnite njegov Mission, če se spomnite njegovih, ne vem, Once Upon a Time on the West, itd. Plus tistih, ki ste ga naredili, te špageti vesterne, ki ste jih z Leonom delali. Ok, gre v uho. Temu se reče glasbeni huk, ne? Temu se reče, da ima nek hakelček, ki filmskega gledalca spremeni v filmskega poslušalca.
In to je tista moč filmske glasbe, ki nastane. Stvari, ki sem vam jih do zdaj pokazal, so točno imele ta glasbeni kavlček. Ste šli iz kina, otroci so šli iz kina in so si peli Ptičico Siničico, so si peli ono, so si peli tretje. Prepoznali ste lahko Adamičevo melodijo, tole igrano na violino, ki je bila namenjena Vesni oziroma Jani oziroma Metki Gabrielčič. Tako se dela, ampak seveda, zato je gospod Bojan Adamič moral pač poseči po partituri. No, pa si jo malo privoščimo vseeno. Tole me zanima, a vi slikate to tako na pamet, po fantaziji, a si že pozimi naredite kakšno skico? Ja, skico si že naredim, ampak da vas sem raztresel. Ja, seveda. Pa ja, da je. Slušam, kaj? A je kaj narobe? Ta del vam kažem iz enega samega razloga. Mislim, kažem. Ne, kažem vam ga, za poslušati sem ga dal. Ker ima točno to noter, kar se je v filmu delalo. Spet bom se stopil do gospoda Wagnerja. Ne? Temu se reče zvočno slikanje. Ton malaraj. Zakaj? Kaj ste slišali? En ton, dolg ton, ta ki tam piska, ne? Pa tisto harfo, ki zraven šprudla. A se spomnite v filmu, kaj je tu bilo? Točno. Ona dva sta zaplezala tam nad kamnikom, nekje se vrtita in se nič ne zgodi, on pa vedno se spušča dol. En ton, en sam ton. To se pravi, on pristopi k filmu tako tudi, da ne naredi samo glasbene teme, ampak tudi tonsko slikanje. In eno in drugo, to se pravi glasbene teme in tonsko slikanje, to ton malaraj, dela pravzaprav osnovni model za oblikovanje filmskega zvoka skozi filmsko glasbo. Zdaj seveda, če gremo po zgodovini naprej, pridemo do drugega dela Vesne, ne, ki pa je film Ne čaka na maj. Mislim, da se ga bo gledalo tukaj na FSF-ju kot na zaključni predstavitvi. Saj je smiselno, to je oklepaj in zaklepaj pravzaprav Františka Čapa, kjer je pa glasbo naredil Borut Lesjak s tisto znamenito pesmijo Ne čaka na maj. In seveda ta film s svojim začetkom in koncem definira odnos filmske glasbe do mladine in je pritegnil v kina, če sem rekel, da je prej otroke pritegnil do kina, je pritegnil v kino tukaj predvsem mladino. Ker če se filma sami spomnite, veste, da gre za maturante, veste, da gre pravzaprav za nek moment odraščajoče mladine, nasvidenje, da gre za to publiko, ki jo želijo nagovoriti. In če se je predtem nagovorilo otroke s kekci, da so prišli v kino, se je tukaj nagovorilo mladino, da je prišla v kino, se je nagovorilo mladino s pesmijo Ne čakaj na maj, da so pravzaprav šli na mladinske plese, ne vem kaj še vse, in da so to peli, se jih je hkrati tudi pritegnilo v samo filmsko zgodbo ali pa v samo filmsko industrijo, če tako rečem. Okej. Verjamem, da stvar poznate. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Poznate, ne? Seveda. Kdo pa ne? Ok, Borut Lesjak. Kdo je pa besedilo napisal to znamenito, lepo? Točno, ja, Ježek, ja. To mi je všeč, da me lahko dopolnjujete. To mi je zelo všeč. Ja, Ježek je napisal, ja. Namreč pri pesmih
je tale, ali pa pri popevkah, ki spadajo v film noter, je besedilo zelo pomembno. Ker spregovori o tem, kar pravzaprav filmska zgodba ali pa filmski liki v sebi nosijo. In če se spomnite, prej sem omenil na začetku film Titanik, ne? Besedilo pravi, moje srce bo bilo naprej, ne? My heart will go on, ampak zgodilo se je to, pa to, pa to in moje srce bo bilo naprej, bo šlo to, bom naredila tisto, brala. To se pravi, povezavo filma z besedilom. Ko jaz pogledam dosti krat kakšen slovenski film, ki prelepi not neko muziko, pa si tudi sposodi neko popevko, pa iščem povezavo, tisto, kar popevka pravi, če razumem sploh, kaj rečejo noter v njej, s povezavo samega filma ne najdem dosti krat nekih linkov. Lahko, da je muzika znana, lahko, da je popevka znana v tistem času, ampak o čem pa govori, kaj pa je tam noter takšnega, zakaj spada v film. In pol ugotovim pravzaprav, da sploh za film ni bila narejena, ne? Ampak so se predtem zmenili z nekom, ki je to popevko imel na nekaj svoje plati, da jo bojo pa v film noter dali, pa njemu malo plačali nekih tantjemov za to, da posodijo. Ampak potem skozi film lahko prije tudi do tega, da je pač znana, zanimiva in tako dalje. Ampak pol pa ugotovimo pravzaprav, da besedilo popevke s filmom samim nima veze. No, tu je še prej omenjen film Balada o trobenti in oblaku, ki je naredil pa Alojz Srebotnjak. No, tukaj bi se pa zdaj vstavil leta 1961 na filmu, ki ga pa svetovna kinematografija smatra za edinega ali pa, ja, do zdaj edinega jugoslovanskega film noir. A poznate film Ples v dežju od Boštjana Hladnika? Film noir je poseben filmski žanr, ki obravnava razne vsebine, med drugim seveda tudi takšno vsebino, kot jo vidimo tukaj na sliki. Namreč, zakaj sem izbral to sliko, prav trudil sem se, da sem to sliko našel, zato ker je Bojan Adamič si je v tem filmu pa privoščil nekaj, ne. Naredil je pravzaprav moderno, malo da ne dodekafonsko partituro, torej sodobno 12-tonsko muziko, kot bi rekli, da je posnemal Schönberga, posnemal pravzaprav neke nove glasbene prijeme in to dal v film noter, kajti v tem prizoru, če film poznate, ne, tale glavni junak teče skozi noč, se prebija preko krst, čez krste skače in skozi okna lovi senco neke podobe, neke nage ženske, ki se mu tam prikazuje in spet skoči skozi okno in spet teče čez krste in spet na okno in tak dalje. Čisti freudovski princip nezavednega, ki ga seveda, jasno, Boštjan Hladnik tak ali tak svojo zanimivo kinematografijo prikaže na svoj način, hkrati s tem tukaj zraven pa da Bojan Adamič popolnoma sodobno partituro in ni slučaj, da je film pristal v svetovni kinematografiji pod edini jugoslovanski film noir strašno visoko. Mislim, da je ocenjen na prvih 50, med prvimi 50 pomembnimi filmi prejšnjega stoletja. Seznam 50 filmov, pomembnih 50 filmov prejšnjega stoletja. Tukaj se bom pa potrudil, pa mislim, da če bom to naredil, da boste lahko videli tudi sliko. Ne boste videli sliko, če bom to naredil, bom upal, da boste videli sliko. Ne, tudi to ne. Bom drugače naredil. To bi vam pa res rad sliko pokazal. Ok, zdaj pa mislim, da bo šlo. Moram samo tak narediti. Jaz se moram prebiti do tja, veste, to so pametne mašine, to ni hec z njimi. Namreč imam možnost samo pogled na cel film, v tem je štos, ne. In če zavrtim cel film,
Ja, dve stvari bi vam rad pokazal. Sam začetek filma, pa poslušajmo zvok samega začetka filma in potem 37-40 je bilo, ne? Kaj si je predstavljal Adamič. Душа Почкай, Миха Балох в главных ролях в фильме «Танцуя под дождем». По книге Доминика Смола. Также снимались Радо Накрст, Али Ранер, Йола Зупан и другие. Сдай по к ней. Теперь я присоединюсь к ней. Кеси. Где ты? Се е сгодило? Что случилось? Ali Božji mir! Leta 61, ljubi moji, ne? Leta 61, ljubi moji. Si je to pravzaprav Bojan Adamič privoščil, ne? Težko verjamem, da bi leta, kaj smo zdaj, 22, ne? Jaz sem že 23 v glavi. Da bi leta 22 slovenski film sprejel kaj takšnega. Danes. Težko dvomim. Mislim, težko dvomim, z lahkoto dvomim. Da bi s to muziko v slovenskem filmu danes prišli čez. Ne bi prišli čez, zaradi tega, ker mora biti ne vem kakšna muzika. Pač bistveno je, da je drugačna od tega. No, ampak leta 61 seveda Adamič to tudi naredi, ne. To je ta freudovski tek skozi noč, skozi krste. No, potem pa imamo seveda že znameniti film, evo, Neoči Peter, ne. Neoči Peter, kjer pa naredi glasbo seveda prej že omenjeni Alojz Srebotnjak, ki sem ga omenil tudi kot mojega predavatelja, ki je znal zelo dobro, hvala Bogu, skrivati pred kolegi to, da dela filmsko muziko, ampak je seveda bil
zelo naklonjen filmu. Moram reči, da sem se jaz tudi uspel z njim kar nekajkrat pogovarjati o filmu, ampak zelo na samem, zelo na tihem, zelo umaknjeno od ušes nekih akademskih krogov. In sva zanimive stvari premišljevala, njega sem jaz imel za orkestracijo. Harmonija in orkestracija sem ga imel Srebotnjaka. In dejansko ta njegov pogled na filmsko glasbo je bil pogled na človeka, na glasbo, skozi oči človeka, ki je pravzaprav filme izjemno ljubil. Izjemno jih je imel rad in je seveda probal mi ravno to dopovedati, ne moreš delati nekih stvari, če tiste stvari ne maraš. In če ljubiš film, potem boš delal lahko za film dobro muziko. Torej, Nejoči Peter, Štiglic leta 1964 naredi z Srebotnjakom film Nejoči Peter. No in že znamenita Poletje v školjki, ki nastane leta 1972, kjer pa Jani naredi popevko, ki označi ali pa ki naznači neko novo dobo petja ali pa spogledovanja z filmsko glasbo skozi dejansko, če rečem, popevko, ki pa že vključuje elektronska glasbila, sodobno glasbo in vse. Ki je mogoče že minil, ki mogoče šele pride poletni dan. Poletni dan, ki ga morda nikdar ne bo. Morda prišel ne bo od sonca zlat. Poletni dan, ki v školjko je ujet, ki ujet je v srce van zakopan. Prisluhni školjki, vanja ujet je. Prisluhni školjki, v njej poletje pišumi. Na uho te vabi, prisluhni vanjo, kako igrati vabi te za sanjami. In tako dalje. No. Tudi od Janja sin, s katerim tudi sodelujem, je Rok Golob, če ga poznate. To spravi, Rok je šel tudi v tej smeri, s tem, da je on študiral tudi v Ameriki in se ukvarja pravzaprav s tem križanjem ene glasbe in druge, mogoče celo manj akademske in bolj zabavne ali pa bolj te. Ok, ampak z Rokom se čist lepo poznava, razumeva, se spoštujeva in to je najbolj pomembno. Ok, ampak to sem vam pa hotel pokazati, ker od tega pravzaprav 50 let je od gledanja na to glasbo. Evo, naslednja je seveda Sreča na vrvici. Če bom jaz uspel to, ne vem zakaj to ne uspem umakniti. Aha, zdaj bom uspel umakniti. Obožujem. Hitra zgodovina. Naslednjo je film Sreča na vrvici, kjer pa leta 1977 napiše glasbo že Dečo Žgur. Dečo Žgur, tudi eden od komponistov zabavne glasbe in seveda v Sreči na vrvici srečamo glasbo, ki postane, to je film od Jane Kavčiča, ki postane prav tako sinonim po Kekcu za otroško oziroma mladinsko glasbeno literaturo. In pol imamo seveda socializacijo Bika, kjer pa naredi glasbo moj kolega, ki se tudi poznava, Slavko Avsenik mlajši. To je pa sin od Slavca Avsenika, ki ga poznate bolj po narodno zabavni glasbi, če ga poznate ali pa ne. Skratka, njegov sin je študiral tudi na Berkeleyju,
Slavko je šel ven študirati glasbo, je glasbenik, je odličen orkestrator, odličen komponist in hočem pokazati, kako se povabi pravzaprav komponiste k sodelovanju. Čoh in Erič sta naredila leta 1999, to se pravi na robu, predno je Slovenija nastajala, sta naredila animiran celovečerni film, ki ni čist slovenski, če bi tako rekli, je še z eno nogo jugoslovanski, ker Slovenija nastane pravzaprav 2 leti kasneje. Evo, tu imam napisano 56-40, bi vam rad pokazal, če bo šlo seveda, ne? Bi vam rad, da prisluhnete pravzaprav enemu delu, kaj Slavc piše. Evo, kakšno muziko. Kaj si naredila, krava zatrapana? Babička moja, babička moja, jej. ¿Qué pasó? Krava! Umaknite se nazaj, to je lahko nevarno. Signor mortadella mia grande, carbonara macaroni, io amo te. Carbonara macaroni, io amo Okay. In tako dalje. Vse ta filmček si lahko pogledate. Gre za to, da Slavko že pokaže na neko pot znotraj tega filmskega sveta, ki pravzaprav odkriva drugo podobo slovenskega filma. Okay. K filmu pristopi tudi v triptihu Agate Schwarzkobler, pristopi tudi Lojze Lebič kot renomiran akademski komponist in leta 1997 seveda zapiše glasbo k filmu Matjaža Klopčiča, ki postane zaradi same vsebine, ne vem, koliko poznate seveda zgodovino slovenskega filma, ki postane eden od kar
dobro videnih in opaženih filmov. Temu sledi seveda recimo leta 2002 od Uroša Rakovca film Šelestenje, ki predstavlja še danes po 20 letih pravzaprav enega od posebnih in dobrih filmov. A ga poznate? Ste gledali Šelestenje, ne? Od mojega prijatelja Janeza Lapajneta. Seveda nadaljuje idejo, Rakovec nadaljuje idejo te, rečemo tako, v dobrem pomenu stare filmske šole, filmske glasbe, bom tako rekel. In seveda film naredi zaradi tega tudi dodatno gledljiv. Jasno, ko skočim nazaj do leta 1973, pa ne smemo mimo komponista slovenskega, ki je Urban Koder. Urban Koder, ki je dejansko bil tudi komponist in trobentač. Bil je trobentač v plesnem orkestru oziroma v simfoničnem orkestru Radio Televizije Slovenija in za Klopčičev film Cvetje v jeseni naredi to svojo znamenito glasbo, ki se na citre igra in simfonični orkester in tako dalje. Verjamem, da poznate zgodbo. A veste, Urban Koder, kaj je bil pa on tudi po poklicu, poleg tega, da je bil komponist? Kaj je bil dejansko on najprej po poklicu, potem komponist? Zdravnik je bil. Res, zdravnik. Ampak ni imel nikoli zdravniške prakse, ni delal, on se je v muziko usmeril, igral je trobento. Več kot filme je on napisal glasbe še celo za radijske igre. Mislim, da jih je čez 100 radijskih iger. Znamenita njegova glasba se še danes na radiju igra. Lahko noč otroci. Tista na trobento igrana, ne? To je on zaigral. In je v enem intervjuju kasneje rekel, če bi dobil za vsako kratko, so jo izvajali 1 cent, je rekel, bi danes imel hotel. Ne hišo. So ga vprašali za hišo, je rekel, da je hotel bi imel, če bi dobil samo 1 cent. Skratka, Lahko noč otroci, ko je še Elvira Kralj brala, ne? Najprej rekla, dober večer, otroci. Potem smo že vsi zažehali, in potem je bila pravljica in potem si je zaigral Urban Koder na trobento tole temo. Urban Koder je študiral v Italiji kompozicijo. Mogoče veste pri kom, ne veste, ne? Ne? Ni bil pri Morriconu. Bil je pri, ja, tudi enem znanem italijanskem. Nino Rota. Ja. Nino Rota. Tam in pol je šel pa na koncu, začel je Nino Rota, pol je šel pa k Manciniju. Henry Mancini. Poznate kakšne filme? Zajtrk pri Tiffanyju, mogoče je Henry Mancini. Z znamenito popevko ali pa pesmico, ki se imenuje Blue Moon. Mancini je napisal prve takte in znamenite note k Tom in Jerryju. Pink Panther je Mancinijev. To se pravi, tam je bil, to je bil Urban Koder. To se pravi, vidite, kaj je iskal. Nino Roto, iskal je takšne zgodbe. Ampak to so bila leta, se pravim, ko se je filmsko glasbo v Sloveniji na ta način opazovala. Ok, Cvetje v jeseni, smatram, da ga poznate. No in potem, to bi pa nekako zaključil, to zgodbo z Godino leta 82, ki naredi glasbo za film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica, Janez Gregorc. Janez Gregorc je bil tudi moj predavatelj na akademiji, učil me je jazz kompozicijo in orkestracijo. Strašno zanimiv. Drugače orkestracijo sem delal pri Privšku, mislim čisto fizično orkestracijo, drugače pa pri Gregorcu sem delal pa glasbeno jazz teorijo, kompozicijo. No in to je seveda pa en film, zakaj sem ga ven potegnil, kjer pa že Janez vzame eno idejo, ki je v slovenski filmski glasbi skorajda unikatna, če tako rečem. Vzame namreč eno pesem, ki jo poznamo ali pa poznate, to je pesem Kaj ti je deklica. Kaj ti je deklica, ok? In jo priredi na drugačen način, na svoj jazzy način, svoje zgodbe in jo vkomponira v film, kjer dobi svojo unikatno obliko. To se pravi, izhaja iz tega filmskega jezika,
da glasba postane del filma, kjer se seveda glasba tudi izvaja. Oni izvajajo glasbo, zato sem tudi to sliko vzel, ne? In se glasba v film zaje noter, se zaje ne samo kot filmska glasba, ampak kot čista glasba, ki izhaja iz samega filma. Torej zgodba je delno tudi glasbena zgodba, no, in kaj ti je deklica, je še ena takšna zadevca iz tega glasbenega stališča, ki bi vam jo rad pokazal. Pozdrav tovarišem z radija! Zdrav, zdrav, zdrav! Brigadirke in brigadirji, pozdravljeni! Izkoristili bomo vašo pauzo za kratek program. Radijci smo prišli med vas, da vam Milena, zdaj si ti na vrsti. Kaj ti je, deklica, da si tak žalostna? Kaj mi je, nič mi ni, vse me boli. Nisem bolna, ne, pa tudi zdrava ne, vendar je ranjeno moje srce. Tako pride v slovensko zgodovino filmske glasbe pravzaprav tudi jazz, seveda dober jazz, kot ste videli, ne? In film ga še danes na nek način potrebuje kot neko dodatno filmsko zvrst. Lahko bi se vprašali za konec, evo, kaj je torej dobra filmska glasba? Nekateri rečejo, kar je meni največja neumnost, dobra filmska glasba je pa tista, ki je ne slišimo, ne? Vse ste verjetno že slišali, ta bedarija, ne? To je res neumno, ne? Ker če ne bi slišali, potem zakaj jo pol delamo? Pol naredimo film brez filmske glasbe, nismo jo slišali in je bila najboljša, ali kaj? Ne, tista je sigurno dobra, ki skupaj s filmom stopi v korak, ne? Ki film hkrati podpre, ga razloži. Filmska glasba pravzaprav deluje bistveno bolj emocionalno, lahko kot slika, lahko razloži sliko, lahko jo dodatno emotivno obdela,
dobra filmska glasba, ne? Ali imate še kakšno drugo idejo? Kaj bi rekli, kaj je dobra filmska glasba? Tista, ki gre v uho, ki nas ne moti, ki se jo spomnimo. Spomni se je lahko tudi slabe, ne? Ampak ki se jo v dobrem spomnimo, mogoče, ne? Ja. Ne, sej, sem vedel, kaj ste mislili. Ja. Še kakšna ideja, kaj bi rekli, da je dobra filmska glasba? Ki si jo zapomnimo, mogoče, ne? Ki še danes poznamo. Ok. A kaj mislite, ali lahko glasba film določa? Ga lahko določi? Spravi, če imate res dobrega komponista, ki dobro filmsko glasbo naredi, film določi s tem, ne? Ne samo kaj ti je deklica, pa da je naslov filma kaj ti je deklica, pa še una deklica, kaj ti je deklica, zapoje kaj ti je deklica, ne? Ampak dejansko, če bom rekel filme, velike filme, ne vem, Doktor Živago, ne? Vsi se boste spomnili na melodijo, ne? Vsi poznamo, ne? Ali pa kaj pa vem, tam v 70-ih letih film Love Story, ne? Francis Lajko so vsi solze točili na potoke, ne? Pa ni nič drugega kot tista padajoča seksta, ne? Pač zažvižgam lažje kot zapojem. Mislim. Poznate Love Story? Ja, ok. To se pravi, film določa lahko, ne? Lahko ga določamo. In seveda, takšne filmske teme, takšna filmska glasba določa film, tudi Bojan Adamič je določil vestno za to svojo violinsko temo, ne? Tudi, ne vem, Jani Golob je določil film Poletje v školjki za svojo skladbico. Tudi Kekca smo določili z nečim. Lahko ga določa, ne? Ali je filmska glasba oziroma to, kar poslušamo, je to žanr ali pa zvrst ali pa oblika? Kaj je to? Nekateri mislijo, da je žanr, ne? To je neka oblika, isto kot bi rekel opera, balet, simfonija, ne vem, čemu je namenjena filmu, ne? En komponist, evo, če ste z akademije, nekaj časa nazaj se mi je potožil, je rekel, da je imel neko premiero nekega svojega komada, ki jo je, ne vem, niti zasedbe ne vem, ampak da bi je kritika tistega komada njegovega bila, da vse zanimiva muzika, samo je malo preveč filmska. A to je kritika? Resno, leta 2021 pa 2022, to je kritika. Vse je dobra muzika, ne, samo malo preveč filmska. Čakajte malo, to je. Res ste, vse ste lepo oblečeni, ne, samo malo preveč dobro ste oblečeni, ali pa kaj. Mislim, kaj naj rečem, vse ste fajn oblečeni, ne, Ruta mi je še posebej všeč, ampak malo preveč, ne vem, to ni nobena kritika, ne, če hoče nekdo dati akademsko kritiko nekemu akademskemu komponistu, ki nekaj naredi, mu ne reče, no, vse je dobro, sem malo preveč filmsko. A to pomeni, da je slabo, če je filmsko, ne, zanimivo, ne, zanimivo, da to še vedno obstaja. Kam? Ali pa v kaj se je filmska glasba razvila od svojih začetkov? Kaj bi lahko rekli? Ali se je kam razvila? Se je. Derazvila, ja, kontra, ne. Dejansko, gledajte, jaz ko opazujem filmsko glasbo bolj evropskega, ali pa celo svetovnega formata, mislim, da gre nazaj, da gre v tista 50. 60. leta, ko je prepoznavna, ko je bil Morricone prepoznaven, ko ima melodijo, ko ima strukturo. Ko greste iz kina, pa veste, da je filmska glasba, da sede v film, ne. Se tudi, če gledamo glasbeno industrijo kot takšno, industrijo, zdaj govorim ne kompozicijo, pustva kompozicijo, če gledamo industrijo, gre nazaj spet v analogni svet. 15 let smo hodili v digitalni svet, smo hodili v ne vem kakšno digitalno, čisto, računalniško, malo da ne glasbo, ničel pa enk, pa očiščeno vseh šumov, pa ne vem česa še vse, ne. Dan danes gre glasba nazaj, a to veste? Gre spet na vinilne plošče. Mislim, to, kar se je mislilo, zdaj smo končno gramofon lahko vrgli v stran. Gramofon je danes in. Danes je gramofon tist, ki je, ne. Plošča se kupuje danes.
se spet plošča čisti, pa se iglo gor položi, pa se reče, dajmo muziko poslušati tako, kot je. Analogni svet, danes prihaja glasba spet v analogni svet. Zakaj? Zato, ker so naša ušesa, ljubi moji, so še vedno analogna. Tu not nimamo mi ničel pa enk, ne? Tu not nimamo mi tega. Mi imamo analogna ušesa, kjer se bobnič zatrese, ne? To je analogno, treslaje so analogni. Niso digitalni, ne? Digitalni so oni signali, ne? Tu pa ne. Mi poslušamo analogni svet, oprostite. Dokler bo tak, dokler ne bomo imeli bioničnih ušes, pa ne vem kakšnih digitalnih kompjuterov v glavi noter, bomo poslušali analogno glasbo. To spravi se je odrazvila, sem vas razumel prav, ne? Odrazvila, ja, nazaj gre spet, ne? Nazaj gre v tisti svet. Ni dolgo nazaj, ko sem delal en film za enega tujega producenta in smo seveda gotove zadeve tudi digitalno z VST pa z MIDI-jem delali, ne? Zato da smo dobili pač neke zvoke. In je ta producent rekel, da, ko smo glasbo poslušali, je rekel, da se mu zdi preveč klinično čista, ne? Preveč čista je in smo morali dodajati analogni šum. Spravi, dodajali smo šum, kot da bi tisti od traku ali pa od plošče dodajali. Zato, da je dobila ta analogni topl prizvok. To, kar smo se 15 let matrali, da smo z glasbe ven vrgli, zdaj dodajamo. Ne? Analogni šum dodajamo, klinično preveč čisti muziki. Mislim, hvala. Ne? Veliki festivali, filmski festivali, Cannes in tako dalje, grejo zdaj spet nazaj na 35, ne? Ni digitalne slike, ne? Tako pomenljivo ste pokazali, ne? Ja. Ja, ampak zanimivo, da gremo nazaj, ne? Zanimivo, da gremo nazaj, se dogaja. A ni fajn? A ni fajn? Jaz bom ratal spet mlad. Ne, sej, smatram samo, da ta tehnologija, veste, da se je nasičila, ne? In tehnologija ne nudi več pravzaprav tiste satisfakcije, kot jo je nudila ob samem začetku, ko je bila napol eksperimentalna, ko je bila zanimiva, ko je bila ne vem kaj še vse, digitalna slika. Jaz ne vem, a gledate filme doma na, ne vem, 4K, 8K televizijah, meter krat 2 metra, kaj počnete, ne? Tak, ne? Zdaj pa primerjate to izkušnjo s kino izkušnjom, ko je pa slika pravzaprav drugačna, ne? Primerjate to. Kino je še vedno kino, ne? Film na platnu je še vedno film na platnu, ne? Ni 4K, ne? S tem, da oprostite, res, da sem jaz že star pa malo slep, ne? Ampak jaz 4K, a imate doma 4K televizije, verjetno? Ja, se, to morate imeti. Ne, kaj pa HD? Ja, HD, ok. Ti 4K, jaz sem gledal, ne? 4K pa 8K televizijo. Jaz grem tako blizu, pa gledam, jaz ne vidim razlike. Gledam oddaleč, jaz ne vidim razlike, 4K pa 8K. Zdaj pa že imajo 16K televizijo. A vidi kdo od vas razliko? Vidite, kaj slika je kaj drugačna, ali kaj? Na kar mi je en kolega, ki je malo bolj fizika kot jaz, ne, mi je razložil, da mi sploh ne moremo videti teh razlik. Ne gre, ker naše oči ne morejo to videti. Ne vem, ali bi to netopirji mogoče videli, jaz ne vem, kdo bi to videl. Ne vem, netopirji mogoče 16K gledajo, ne vem, nisem ga vprašal nobenega, moram reči, ne poznam nobenega niti. Ampak ne slišimo, pač pa ne vidimo tega. Zakaj potem delamo to, če ne vidimo? Zato, ker piše tam gor na nalepki 16K. Mislim, ne vem, kam gre ta tehnologija in se res sprašujem. Mi imamo doma še vedno analogno televizijo z ono katodno cevjo, ki je težka 40 kg. Resno. Zdaj sem jo dal na popravilo, ker Knof ni delal en. Sicer smo plačani, mislim, da je 123 € bilo, pa so zamenjali malo tisto, pa zdaj spet dela. Dela že, ne vem, pol stoletja. Ampak vam povem, barve tiste slike, jih jaz ne zamenjam za barve HD ali pa če ne zamenjam jih, ker mene tu nikoli oči ne bolijo. Ker je mehkek, ker to je žarnica. Ne vem, pejte svoj prastari babici, mogoče še ima to televizijo. Res. Mislim, pa sam poglejte jo.
pa bulimo v te računalnike noter, tu pa si vedno manemo oči, pa ne vem, kaj še vse delamo. Ono televizijo lahko gledate 4 ure, pa ne nič tega. Mislim, tudi tu gre tehnologija nazaj, boste videli. Te televizije bojo nekoč stale toliko kot en mali avto. Zato pa imam. Kaj lahko naredimo za razvoj filmske glasbe? Lahko kaj naredimo? Vi ste, predvidevam, tudi s kakšno nogo v filmu, ne? Tudi počnete kaj, ne? A lahko kaj naredimo? Lahko kaj naredite? Mi je všeč. Potegnete noter izvajalce, avtorje glasbe. Potegnete jih, tiste, ki se ukvarjajo z glasbo, bodi si ustvarjalno, pa ustvarjalno, ja. Pritegnete jih. Mladi ljudje imajo tudi glasbeniki, tudi akademski glasbeniki, ki celo življenje drgnejo tam svoje klarinete, pa trobente, pa ne vem kaj še vse, imajo radi to muziko. Jaz imam na predavanju o filmski glasbi, imam polno predavalnico Pišoka, ki jih zanima ta zadeva. So glasbeniki, ki celo življenje morajo igrati une etide, pa ne vem kaj še vse, pa rečem, ampak filmska muzika je pa le nekaj, mislim. Pa tudi, če pogledate ustvarjalci, poustvarjalci filmske glasbe, ne vem, koliko poznate, ampak recimo John Williams je eden od takšnih. John Williams je napisal, ne vem, violinski koncert, ki ga igra Annemarie Mutter, recimo ena boljših violinistk današnjega časa, skupaj s simfoničnim orkestrom. To se pravi, pišejo tudi koncerte, pišejo tudi takšne zadeve, ki so fenomenalni. Enega od violinskih koncertov, ki ga je John Williams napisal, je bil uporabljen, oziroma je bil narejen, če tako rečem, za film od Spielberga, črno-bel film. Schindler's List, ja. Fenomenal, violina, ne? Tam igra Isaac Perlman, igra tisto violino. Ogromno Williamsa igra tudi en violončelist, ki se imenuje Yo-Yo Ma. Verjetno ste za njega kdaj slišali, to je čelist, igra njegovo filmsko glasbo. Zaigra glasbo za film Yo-Yo Ma ali pa Isaac Perlman gresta in zaigrata. Zaigrala sta skupaj glasbo njegovo v filmu Gejša. To je razvoj. Ja, dobro ste rekla, ne? Povabiti izvajalce, povabiti poustvarjalce, povabiti avtorje. Naj pridejo delati, izvolite. Ne, izobražene mislim. Ne razumem. Nisem razumel. Ja, ampak kaj bo elektroničar? Bo zložil elektronsko skupaj. Ni pa nujno, da bo vedel kaj o glasbenih strukturah. Elektronske glasbene strukture meni so strašno zanimive. Jean-Michel Jarre je eden od takšnih, ki se je s tem ukvarjal. Ne? Ampak vendar, tudi če je elektronik, ne, mora nekaj poznati, mora nekaj znati ali pa poznati glasbeno strukturo, ne se zanašati na nek svoj občutek, ki se zelo hitro konča. Ne, tudi če je elektronski, jaz poznam cel kup elektronskih glasbenikov, ki so se šli naknadno izobraziti, pa veste zakaj? Zato, ker so ugotovili, da po 5 komadih je njegov 6. komad enak 3., njegov 7. pa enak 5. In nimajo te izobrazbe, da bi lahko vedeli, kaj še lahko počnejo. In so se šli izobraziti, glasbeno izobraziti. In jaz sem rekel, ja, glej, super, naredil si 5 komadov tak, zdaj pa poglej čez, ne vem, nekaj let, ko si se pa izobrazil, poglej nazaj na te komade. Je rekel, ja, manjkalo mi je to, da vem, kak se z motivom dela glasbenim, manjkalo mi je to, da vem strukturo harmonsko ali pa ritmično delati. To, ni da jih jaz ne maram, kje pa, jaz jih imam zelo rad. Ja? Ok. Ja. Leta 22. To je bilo... To je bilo pa leto 61, sem vam jaz pravil. Hotel sem vam pokazati...
Ja, jaz sem vam hotel pokazati to razdaljo razmišljanja, ki je bila leta 61 tako odprta, da so znali to narediti in Ples v dežju pravzaprav danes šteje za enega od 50 najboljših evropskih filmov. Mislim, to razdaljo je treba vedeti. Nič druge, samo to. Ne? Ja, lahko bi jo danes naredili, mislim, tu z enim laptopom se jo da narediti. Absolutno, vse ni nič narobe. Spravite nekaj takšnega podobnega, danes skupaj pa ponudite, ne vem, Viva filmu, naj to uporabi. Vas bojo vprašali, pozdravijo. Resno. Razen v eksperimentalnih filmih. Mislim, jaz ne stojim tukaj, da bi govoril o filmih. A veste, en zelo zanimiv, pravzaprav vse vam lahko rečem, to je bil Spielberg, je rekel, da film, ker so ga vprašali, ne vem, kakih 10 let nazaj so ga vprašali, ravno to, ker se je začutilo nek problem filmske industrije, če tako rečem. Ne? So ga vprašali, kaj mislite, v čem je problem filmske industrije danes, ker se delajo, če filme gledate, se delajo prikveli, pa sikveli, pa 56. nadaljevanje unega, kar je že bilo, pa zdaj je prišla spet toč čarovni zven, ki je že zdavne smo mislili, da je nehala, pa je že 13. ali 14. nadaljevanje, pa nekaj že se. Kje je tu problem? Zakaj se toliko nekih enakih filmov dela, pa ne vem kaj še vse. In kaj je Spielberg rekel? Rekel, vidim dva problema, ne? En problem je v tehnični izvedbi filmov, zato ker se tehnično ljudje več ne znajo izpopolnjevati, da bi se naučili pravilno snemati kamero, ono, tretjo, zato ker imajo občutek, da vse po internetu z nekimi tutoriali lahko rešijo, pa pogledajo, kako se to dela. To je en problem, je rekel Spielberg, saj jaz ga sam citiram. Drug problem pa, veste, kaj je scenaristika? Drug problem je pa Spielberg rekel scenaristika. Scenarijev več nimate. Dajte mi dober scenarij, jaz naredim še boljši film. To. Rekel, poglejte moje scenarije iz, ne vem, 70., 73. in tako dalje, ko je delal Čeljusti, Jaws, ko je John Williams naredil filmsko temo z 2 toni, tisti pa smo vsi v nezavest padli, ko smo morje gledali, ne. Smo mislili, da nas bo pes pojedel. Mislim, dajte mi dober scenarij, naredim še boljši film. Poglejte njegove filme, poglejte E.T.-a, poglejte kaj on dela. To so scenariji. Tehnično izvedbo filma je rekel, da je problem, in problem je v scenaristiki. Ko bomo to rešili, bomo rešili film. Dejansko. Tako da vam dam tudi delno prav, ne? Kaj lahko naredimo za razvoj filmske glasbe? Ja. Dajmo ljudi skupaj, ki se znajo pogovarjati, ne pa da meni filmski režiser, meni komponistu reče, rabim bolj glasno muziko. To je pogovor režiserja s komponistom, kaj? V kaj? Ja, saj sem ga vprašal, kaj hočeš. Ja, pa to je problem. Jaz to vidim kot problem, ne kot ampak mora biti glasno za me, rad. Samo on ni imel ideje o pot, on je hotel glasno. Vse pol sem mu pomagal malo razumeti to, vse sem prevedel. Je dost razširjen problem. Dost razširjen problem zaradi tega, veste, ker ni prave selekcije, do kam pravzaprav nastaja lahko film kot neka umetniška tvarina in kdo ga lahko naredi in kdo dobi sredstva za to in zakaj so ta sredstva namenjena, do tega, ali se ti ljudje znajo med seboj sploh pogovarjati. Tam je problem. Tudi jaz sem prej omenil, jaz delam tudi za tujino, delam za neke zadeve, tudi naletim na probleme, ampak tam naletim na, ne vem, 5 problemov od 10. Tu pa naletim na 9 problemov od 10. Ampak problem slovenskega filma in slovenske umetnosti je tudi v tem, da je to zelo majhen prostor, komorn prostor je. Drobčkan prostor. Radi bi pa delovali veliko. Prav, gremo delovati veliko, sem pol naredimo 2 filma, 3 filme na leto.
Ne potem reči, wow, danes smo pa že 30 filmov letos naredili, pa ne vem kaj še vse. Mislim, ja, super, ampak od kvantitete ni nujno, da bomo našli kvaliteto. Ne? Ni nujno. Takrat je film bil, to, kar sem vam zdaj kazal, to so bili blazni budžeti. Je pa res, da je to bila Jugoslavija z 22 milijoni ljudi. Ok, ampak blazni budžeti ali pa veliki budžeti filmski so še danes. Meni je zelo žal, so še vedno, če ekipo skupaj zložite, poglejte, enkrat ljubi moji, poglejte Od javne špice filmov. Poglejte Od javne špice, slovenskega filma, pomf pa Od javno špico konča, ne vem, če je zelo počasi bobn vrtite v 2 minutah, ne. Od javne špice drugi filmov trajajo, ne vem, 10 minut. Jaz sem bil fasciniran, najdaljša Od javna špica filma, ki je sicer dobro rečemo, Hollywood film, ne, je ta zadnji film od Peter Jacksona, Gospodar prstanov, ne, 28 minut. Resno. Howard Shore je naredil muziko, ne. 28 minut muzike je naredil samo za Od javno špico. Tu na festivalu lahko gledate filme, ki so krajši kot Od javna špica. Pa nočem zdaj reči nič o Jacksonu, pa nočem nič reči ampak poglejte samo, kaj pomeni timsko delo, kaj pomeni, kdo je kaj delal. Dobro, saj on je tudi imel denarja, da ni vedel, kam z njim, ne. Ampak timsko delo, jaz mislim, da je film še vedno timsko delo. Tudi, če ga samo 10 ljudi dela. Ko sem jaz stopil v filmski svet, vam povem, to je bilo res timsko delo. Res je bilo. In ni treba, da režiser sam piše scenarije in ni treba, da tudi sam snema. Jaz sem že naletel, da je ena od kamer režiser snemal. Rekel bom jaz snemal, ker imam samo enega snemalca. Bom jaz kot komponist malo še sam zaigral na frulo, na violino, pa še malo na klavir, pa še odpel bom nekaj, zato da bomo to skupaj zlepili, da bo malo cenejše. Ne bomo. Najdimo denar, pa povabimo k filmski glasbi, povabimo 3-4 glasbenike, povabimo tudi enega elektronkarja, da ne bo gospa mene počakala zunaj. Glejte, en prvih elektronkarjev, ki je tudi moj prijatelj, je bil Miha Kralj. Ne vem, če ste kdaj slišali za njega. Miha, jaz sem z elektronsko glasbo na akademiji že začel, pa so me skoraj ven nesli. Ampak pol sem pa dopovedoval tam par profesorjem, ko smo se malo kregali, mislim, bolj so se oni na mene kregali, kot sem se jaz nazaj kregal, ne. Sem jih vprašal, če so kdaj slišali, ne vem, za Stockhausna, recimo, ne. On je naredil še celo inštitut za elektronsko glasbo v 50-ih letih, ne, v 50-ih letih, to pa me je 70 let nazaj. Tako da jaz nimam nič proti elektronski glasbi, za božjo voljo. Ampak tudi Stockhausen se je spraševal pravzaprav, kaj je v tisti glasbi noter in zakaj jo naredim takšno, da je vi poslušate in razumete nekaj in počnete nekaj z njimi. In glejte, se prvi elektronski inštrument. Stockhausen. Ali pa Janis Xenakis, recimo. On je bil komponist, on je bil fenomenalni arhitekt, recimo, ne. On je pri Corbusierju delal, ne. Jaz mojim študentom na elektroniki, tudi predavam elektroniko, ne, jih vprašam, koliko je pa prvi elektronski inštrument star? Bravo. 100 in nekaj let. Ja, pa veste, s kakimi pridejo? Ja, po enih 20 let pa že imajo elektronski inštrumenti. Pa jaz rečem, ja, 20 let imate vi, ne, ja, pa 30, ne, ker 30 so pa že stari, ne. 100 in nekaj let, ja, mislim, da leta 24 ali 25 je dobo, mislim, da so ga naredili leta 18, leta 24 pa mislim, da je bil patentiran. Da je tu nekaj metrov let minilo do patenta, ne. Ampak 100 in nekaj let je teremin. A poznate teremin? Ja, pa to je elektronski inštrument. Mislim, dobro, Stockhausen je eden od teh, ampak saj jih imate še itd., tako da elektronska glasba, nimam nič. Nedavno nazaj sem naredil en album z enim skup z elektronsko glasbo, klasičen klavir in elektronika, ne. Sva naredila en cel album, ki se imenuje Transhuman. Transhumanizem. Ne? Skratka,
Hočem reči, da je elektronska glasba, ja, tudi elektronska. Torej, kaj lahko naredimo, seveda povabim ljudi pravzaprav k sodelovanju, jaz temu rečem. Ne. Evo. A bo v redu. Še kakšno vprašanje z vaše strani, prosim, da ne bom sam jaz vrtel? Super vam hvala, da ste vzdržali. Bilo mi je zanimivo vas srečati. Evo, in ob naslednji priliki se spet mogoče kaj vidimo. Lepo bote in pazite na se.